Mi smo veseli in zadovoljni z rezultati lanskega leta. Na eni strani, če primerjamo naše rezultate vis-a-vis slovenskemu gospodarstvu, ki je doživelo ponoven padec, kot vemo, rasti družbenega bruto produkta, na drugi strani pa tudi, če primerjamo s celotnim bančnim sistemom. Kajti vemo, da bančni sistem v Sloveniji je dejansko že tretje leto v krizi, že drugo leto posluje se z izgubo, nekateri celo že tretje leto. Na drugi strani pa mi lahko ugotavljamo, da naša banka nadaljuje pozitivne trende in dosega rezultate, ki smo si jih zastavili za preteklo leto. Prvič, če pogledamo rezultat pri ustvarjenem dobičku. Dobiček smo v lanskem letu povečali za 13,8%, tako da je znašel dobiček pred obdavčitvijo 18 milijonov. Kot veste, že leto poprej je bila ta rast dobička celo 42%. Dobiček, ko gledamo, kako je ta dobiček nastal, je seveda najpomembnejše, kakšni prihodki oziroma koliko prihodkov je banka ustvarila. In na področju prihodkov lahko ugotovimo, da je bila ta rast za preko 10%. V bančnem sistemu, kot veste, negativna. V okviru prihodkov sta dva glavna stebra, na eni strani neto obrestni prihodki, ki so znašali skoraj 60 milijonov in kjer je bila rast ravno tako dvomestna, medtem ko pri neobrestnih prihodkih je bila rast 4%. Tako da operativni dobiček je presegel preko 40 milijonov in tudi tukaj je bila rast preko 14%. Na drugi strani, če pogledamo stroške, ja, v stroških se naša banka tudi razlikuje od ostalih bank, kajti tudi pri stroških smo zabeležili rast in to 6,5%. Kaj je bil vzrok rasti stroškov? Glejte, dva temeljna elementa. V lanskem letu smo zaposlili 48 novih sodelavcev in povečali mrežo banke za 8 novih enot. Vemo, da bančništvo se v Sloveniji krči, mi gremo pač svojo pot in povečujemo našo prisotnost na trgu se z namenom biti še bližje tako prebivalstvu, kot seveda tudi različnim podjetjem. Če na drugi strani pogledamo premoženjsko bilanco banke, potem tudi v našem primeru je celotno premoženje banke se skrčilo za 1,7%. Kot vemo, bančni sistem za 3%. Vendar, kaj je pozitivnega pri premoženjski bilanci? Dva elementa. Prvi ta, da je banka nadaljevala s kreditiranjem nebančnega sektorja. In če pogledate te podatke, smo imeli v lanskem letu 2% rast. Cel bančni sistem že tretje leto negativno rast. In ta 2% rast je bila v našem primeru celo višja, kot je povprečje v Evropski monetarni uniji. Kajti Evropska monetarna unija je zabeležila 1,2% kreditno rast, pri čemer so države kot Slovaška preko 8%, Finska 8%, Francija 3,7%, Nemčija, Avstrija 2,3 in 2,4%. Skratka, hočemo reči, da taksa na bilančno vsoto bank, ki je bila v lanskem letu uvedena v Sloveniji 1. avgusta, ni bila vzrok za našo pozitivno rast. Kajti, kot smo povedali, mi smo prepričani, da je ta ukrep države napačen, da se z administrativnimi ukrepi ne bomo dosegali pozitivnega financiranja nebančnega sektorja in da sta tukaj dva druga temeljna razloga za sedanji zastoj ali pa negativno rast. Na eni strani pomanjkanje bančnega kapitala in na drugi strani tudi pomanjkanje virov. Ne primarnih, ampak
predvsem tako imenovanega medbančnega financiranja. Tudi če iz tega zornega kota pogledate našo banko in jo postavite v kontekst slovenskega gospodarstva, predvsem pa koliko je bilo v lanskem letu naložb, tujih naložb v Sloveniji, lahko ugotovite, da vseh tujih naložb v Sloveniji v lanskem letu je bilo 395 milijonov. In od teh 395 so naši lastniki prispevali 50 milijonov, kajti banka je v lanskem letu v mesecu maju povečala delniški kapital za 50 milijonov, kajti veste, bili smo prva banka, ki smo izpolnili kriterije za Basel II in so ti novi kriteriji zahtevali dejansko višji kapital. Če govorimo še naprej o kapitalu in če pogledamo, kakšna je bila poslovna politika, kar zadeva ustvarjenega dobička, tako v naši banki, kot tudi sicer v Sloveniji, predvsem iz vidika reinvestiranja dobička, lahko ugotovimo, da je v lanskem letu so tujci reinvestirali 34,7 milijona evrov tega dobička. In na drugi strani, v našem primeru, je bil reinvestiran celoten dobiček. Tako da je delež v Sloveniji naš 1/3 od ustvarjenega reinvestiranega dobička je primer samo dejansko Unicredit banke. To se mi zdi, da je eden pomembnih pokazateljev in ki dokazuje naslednje, da se poslovna politika na eni strani lastniška v tej hiši ni menjala že več kot 10 let. 10 let poslovanja z dobičkom, 10 let celotno reinvestiranje dobička z enim samim namenom, da se banki omogoča dodatna organska rast in da banka izpolnjuje tudi najnovejše kriterije, ki jih je postavila Evropska unija v zvezi s prvim stebrom, tako imenovani Pilar 1, in tudi s kapitalsko ustreznostjo. Tako da, če mi pogledamo ta dva pokazatelja, kaj sta kazala ob koncu leta, se lahko ugotovi, da je bila dejansko kapitalska ustreznost preko 11% in da je tudi Pilar 1 bil preko 10%. Vemo pa, da je seveda tukaj prag, ki je postavljen za sistemske banke konec junija letošnjega leta 9%. Z drugimi besedami, glejte, mi smo ponosni tudi na to, da je banka v lanskem letu za 22% povečala primarne vire. To se pravi depozite prebivalstva in nebančnega sektorja. Kajti lahko priznamo in povemo, da seveda ta banka, Unicredit, prejšnja banka, Banka Avstrija, niso prevzemale obstoječe domače slovenske banke z bogato mrežo. In kot veste, v preteklosti je bila banka predvsem usmerjena v podjetniški sektor in so vsi ti koraki v zadnjih letih ob širitvi mreže, kajti banka je končala leto z 28 enotami in ima v bližnji prihodnosti namen še širiti mrežo, ker se zaveda, kaj pomenijo dejansko primarni viri za vsakega finančnega posrednika. Skratka, kakšni so naši pogledi naprej? Naš pogled, ne glede na to, da veje pesimizem, kar zadeva Slovenijo, negativna rast gospodarstva in tako dalje, mi se nadejamo, da bodo rezultati tudi v letošnjem letu seveda kljub velikim težavam skladni s postavljenimi načrti. Res je, da smo tudi sami v lanskem letu povečali za 16% korekcijo naših terjatev oziroma slabitev, da je teh slabitev bilo za 23,9 milijona, vendar logično, to je rezultat tudi posledice padcev nekaterih velikih sistemov in vpliva teh sistemov logično na manjša podjetja, na srednja podjetja, ki so zaradi njih prišla velike težave. Z drugimi besedami, mi smo bili včeraj soočeni, celotna bančna srenja v Sloveniji, kot verjetno veste,
s posebnim pismom, ki sta ga posredovala Odbor za monetarno politiko in gospodarstvo, ki opozarja regulatorje, ki opozarja vlado in ki opozarja banke v naslednjih smerih. Prvič, od regulatorjev in od vlade zahteva, da podvzameta ukrepe za odgovornost bank za nastalo situacijo. In drugič, banke pozivata, naj pri svojem delovanju, ko se rešujejo posamezne firme, mislijo tudi na izgubo ali, če hočete, ohranitev delovnih mest. Kot že rečeno, namere so dobre, pozitivne, vendar mi na tak način prav gotovo ne bomo rešili bančništva tukaj v Sloveniji. Po našem prepričanju, kot sem že dejal, sta tukaj dva predpogoja. Najprej odgovorno lastništvo in potreben lastniški kapital, za katerega se ve, koliko ga primanjkuje. In na drugi strani prav gotovo dodatno zaupanje vseh, ki imajo v bankah svoj denar. Namreč mi lahko vidimo, da na eni strani zaradi recesije, zaradi višje stopnje brezposelnosti, zaradi manjših dohodkov, je tudi na tem segmentu, ko govorimo o primarnih virih, bila rast primarnih virov v lanskem letu na državnem nivoju bistveno nižja od tiste, ki smo bili navajeni v preteklosti, samo 1,7%. Vi veste, mi smo še 2 leti nazaj beležili tudi 9% rast. Torej, naslednji faktor je tudi dejstvo, da samo prebivalstvo je prišlo do zadolžitve približno 9,4 milijarde in da za servisiranje tega dolga potrebuje dejansko več prihrankov ali drugače povedano, da je manj prostih prihrankov za različne vrste depozitov in drugih bančnih produktov. To so približno ti temeljni osnovni parametri, s katerimi se je banka srečevala v lanskem letu, katere rezultate je dosegla.